Hvala lepa za povabilo kolegu Borisu Kernu. Prihajam s področja, ki se ne ukvarja s sinhronim besedotvorjem, ampak sem po zanimanju komparativistka, ukvarjam se s slovansko etimologijo in tako dalje. Naslov mojega referata je besedna družina sinhronega in diahronega zornega kota. Svoj referat pa moram začeti kar z omembo de Saussurja, ki velja za pobudnika in očeta strogega ločevanja med diahronim in sinhronim jezikoslovjem in pa z vprašanjem, ali je bil de Saussure v svojih predavanjih glede razmerja med sinhronim in diahronim jezikoslovjem dejansko tudi ustrezno razumljen. Nastanek novega leksema je vedno le sinhrono jezikovno dejanje, ne glede na to, ali spada to dejanje v sodobni čas jezika ali pa v katera od njegovih starejših razvojnih stopenj. Pogoj za novo tvorbo je, da na isti časovni stopnji jezika obstajata besedotvorna podstava, ki je leksem, ne koren, in sufiks, ki je z jezikovnim občutkom abstrahiran iz obstoječe leksike in kot nosilec slovnične funkcije praviloma slovnično modificira leksikalni pomen besedotvorne podstave, posledica tega jezikovnega akta pa je preusmeritev starega denotata na novega, pri čemer se sestavine leksikalnega pomena, to je semi, besedotvorne podstave ob tvorbi ohranijo. Besedotvorna podstava in novotvorjenka sta v času realizacije besedotvornega postopka medsebojno sorodni in člena ene in iste besedne družine. Leksemi, ki na sodobni sinhroni ravni jezika spadajo v isto besedno družino, pa so bili lahko tvorjeni na časovno različnih razvojnih stopnjah jezika. Členi sinhrone besedne družine so torej različno stari. Naj ponazorim: pari miza, mizica, volk, volčica, steklen, steklenica, stena, stenica ustrezajo pogojem, da spadajo v isto sinhrono besedno družino. Stena, stenica pa zaradi sinhrone nezdružljivosti pomenov ne. Toda diahrona analiza pokaže, da je par volk, volčica starejši od slovenskega sistema in da je tvorjenka volčica po nastanku precej starejša od drugih omenjenih na ica. Šele diahrona analiza torej omogoča prepoznavati različno starost členov sodobne sinhrone besedne družine. Na strogem sinhronem nivoju torej le izgledajo, da so enako stari in da so nastali sočasno. Sinhrono besedotvorje gradivo morfemizira statičnega zornega kota in brezčasovne, torej razvojne komponente. Kaj spada v konkretno sinhrono besedno družino, je odvisno od sestavin, ki so udeležene pri tvorbi novega leksema in pa seveda samega besedotvornega postopka. Besedotvorna analiza in prepoznavanje sinhronih členov besedne družine temelji na jezikovnem občutku o medsebojni genetični povezanosti leksemov, kar pomeni, da morata biti obe konstitutivni sestavini novotvorjenke, to je leksem kot besedotvorna podstava in sufiks, jasno prepoznavni kot del jezikovnega sistema, ki je predmet besedotvorne analize. Je besedotvorni vzorec v tem jeziku formalno in funkcijsko aktiven. Besedotvorno podstavo in novotvorjenko povezuje skupna pomenska vez, to je skupni pomen korena. Sta forma in funkcija sufiksa v novotvorjenki jasno prepoznavni kot del jezikovnega sistema, ki je predmet besedotvorne analize. Če že eden od teh
pogojev ni izpolnjen, leksem ne spada v sinhrono besedno družino, tvori pa diahrono. Prepoznavanje sestavin, ki tvorijo diahrono besedno družino, temelji na upoštevanju razvoja, prepoznavanje sestavin sinhrone pa na upoštevanje stanja statičnosti. Diahrona besedna družina je zato vedno številčnejša, sinhrona pa vedno rezultat prekinjenih jezikovnih vezi, ki so posledica razvoja. Primer. Slovensko sinhrono besedno družino pisati, skribere, tvorijo številne besede, pisati, zapisati, pisanje, pisalo in tako naprej. Kljub ohranjenemu semu skribere pa vanjo ne spada beseda pismo, zaradi tega, ker sufiks smo v slovenščini ni tvoren. Bolj kot beseda pismo so sinhrone besedne družine pisati formalno in pomensko oddaljeni številni sorodni slovenski knjižni, narečni ali pa le zgodovinsko potrjeni členi, ki enako kot knjižno pisati vsebujejo isti izhodiščni koren, ki pa seveda sega že globoko v preteklost, saj je indoevropskega izvora. Nekatere, to diahrono besedno družino vidite na ekranu. Nekatere slovenske besede pa so celo varljive, ker potrjujejo koren v pomenu skribere in tudi v slovenščini funkcijsko enak in tvoren sufiks, dejansko pa so v slovenščini neavtohtone in izposojene iz katerega od slovanskih jezikov. Tako je pisatelj izposojen iz ruščine, pisarno imamo iz češčine. Tako besedje spada v diahrono besedno družino, v sinhrono pa ne, ker ni nastalo v slovenskem jezikovnem sistemu ali kateri od njenih razvojnih stopenj in zato ni in ne more biti aktivna priča slovenskega besedotvorja. Besedna družina je kot jezikoslovni termin torej relativen, ker je identifikacija števila njenih členov odvisna od števila upoštevanja genetično sorodnih jezikovnih sistemov, kar je povezano s vključevanjem razvojne oziroma nerazvojne komponente v analizi. Podoben relativni jezikoslovni termin je tudi koren. Če se upošteva le slovensko knjižno leksiko, je treba v besedi brat prepoznati koren brat. Če se upošteva celotno slovensko leksiko, je treba tale za slovenski koren nastaviti bratr. In enako tudi za praslovanščino, če gremo pa še bolj v preteklost, se pa fonemsko inventar korena še zmanjša. Če se pri besedi brat strogo upošteva le slovensko knjižno leksiko in z njo povezano identifikacijo korena brat, ter ne upošteva podatka o disimilaciji, ki spada na področje diahronije, ostaja o besedni družini brat osamljena knjižna beseda bratranec, ki tvori samostojno besedno družino. Pregled besedotvornih morfemizacij, ki so bile izdelane v slovenskem sinhronem jezikoslovju, navrže tudi težko sprejemljive morfemizacije. Posledica neupoštevanja razvojne komponente pri glasovnem razvoju v morfemskem šivu je na primer morfemizacija bedaš plus ki v besedni družini bedak. V tem primeru zanesljiva sinhrona morfemizacija ni možna, ker je v morfemskem šivu prišlo do glasovnega razvoja, ki je zabrisal mejo med morfemoma. Da z morfemizacijo nekaj ni v redu, nakazuje že identifikacija sufiksa ki v funkciji tvorbe iz pridevniškega pridevnika, ki v slovenščini ni znan. Tudi premena ali razvoj
K v Š pravzaprav ni znan. Ob tem je zanimivo, da ljudska morfemizacija, ki poganja naravni razvoj jezika, kaže na drugačno segmentacijo. Alomorf-ški je bil po ljudski morfemizaciji iz prvotnega ski osamosvojen prav iz primerov tipa bedaški, beraški, siromaški in tako naprej. Imamo v slovenščini pridevnik zagrebški iz Zagreb, med ljudmi slišimo že litrški namesto pričakovanega litrski. Nastanek tega alomorfa pa ni mlad, ampak je star in ga srečamo že v 16. stoletju. Razmerje, da je gospod tvorjenka oziroma maskulinativna od iz gospa je utemeljeno, češ da vsaj iz sinhronega vidika gre za maskulinativ tudi v primeru gospod, v tem smislu bi bilo potrebno vpeljati obrazilo od za poimenovanje moškega. Sklepanje je v diametralnem nasprotju z diahronovo razlago, maskulinativni sufiks od v slovenščini ni znan, edino morda v tem primeru, morfizacija je zato pravzaprav metodološko sporna. Zdi se, kot da se je tu strogo sledilo sporočenim Desaussirjevim besedam, da je sinhronični vidik nad diahroničnim. Sinhrono jezikoslovje je kot raziskovalno področje neobhodno potrebno. Sinhrono besedotvorje ozavešča funkcioniranje jezika in živost besedotvornih vzorcev, kar je lahko zanesljiva podlaga za tvorbo neologizmov. Oba temeljna razlagalna principa jezika, sinhrono in diahrono jezikoslovje, sta se od izida Desaussirjevih predavanj vedno bolj oddaljevala, da sta danes večinoma razumljena kot povsem avtonomna raziskovalna principa, povsem avtonomni jezikoslovji, med katerima naj bi povezanosti ne bilo, čeprav se zdi, da bi bilo bolje, če bi ostali komplementarni in ne izključujoči raziskovalni disciplini. Varljivo je prepričanje, da se diahrono jezikoslovje s primerjalnim vred ne poslužuje sinhronih raziskovalnih principov in razlag, oziroma da se pri razlagi razvoja skozi čas ne poslužuje sinhronije. Diahrono jezikoslovje se namreč izmenično poslužuje obeh temeljnih raziskovalnih principov, sinhronega in diahronega. Naj ponazorim. Razlaga praslovanskega para Vlk-Vlčica temelji na identifikaciji sinhronega praslovanskega razmerja. Ugotovitev o feminativni tvorjenki je povsem sinhrono spoznanje, saj se tiče statičnosti jezika na praslovanski ravni. Nasprotno pa se pri besedotvornem vzorcu nastala variantnost korena Vlk, Vlč razlaga z razvojem, torej diahronijo. Desaussirjeva trditev v predavanjih, da je sinhronični vidik nad diahroničnim, to sem pa pozabila, tako, saj je za govorečo množico prava in edina resničnost, je verjetno ena od tistih, ki je kasneje, a le pri nekaterih jezikoslovcih, sprožila ugotavljanje o manjši relevantnosti diahronih raziskav in nato postopno osamosvajanje sinhronega jezikoslovja kot samostojne raziskovalne discipline, ki je diahronija pravzaprav nič ne zanima. Ali je bil Desaussir v tem pasusu neustrezno razumljen? Menim, da ja, saj pod zvezo govoreča množica misli na govorca jezika, ki ga pri učinkoviti lastni komunikaciji diahrona dejstva jezika sploh nič ne zanimajo in na uspešno komunikacijo nimajo nobenega vpliva in niso odločilna. Trditev se torej nanaša na jezikovno rabo, na govorca in ne na jezikoslovno obravnavo jezikoslovca. Pri razumevanju, kaj je Desaussir kot odličen in vizionarski komparativist, torej diahronik, resnično mislil, bi se bilo dobro zavedati, da so se besedila predavanj
pretežno posluževali in ga interpretirali v sinhronijo usmerjeni jezikoslovci in da je katero od njegovih sporočil prav zato ostalo nerazumljeno. Sklepna misel: ko se obravnava jezikovne pojavnosti, bi bilo treba bolj ozavestiti, da je vsak jezikovni pojav nosilec sinhronih in diahronih podatkov, kar pomeni, da bi bilo treba večjo pozornost posvetiti vprašanju, katera jezikoslovna vprašanja lahko pojasnjuje sinhrona in katera diahrona obravnava, oziroma do kje segajo spoznavne možnosti sinhronega jezikoslovja in do kje diahronega, če sinhronijo določa stanje oziroma statičnost, diahronijo pa razvoj, ki je tesno povezan s komponento čas. Hvala lepa. Malo sem bila daljša, ne?